Lepo zdrav, moje ime je Roman Rasulnik. V tem videu bi vam rad pokazal, kako na učinkovit način začeti trgovanje na platformi Boomerang. Najprej malo ozadja, kje zdaj sploh smo, danes, ko snemam tale video 19.1. Zdaj pač cela platforma, cel projekt v beta testiranju. Kot tudi vedno znova opozarjajo, zakaj je zdaj to tako pomembno razumeti. Na eni strani zaradi tega, ker bo pač veliko enih stvari se dogajalo, mogoče spletna stran ne bo delala, mogoče se podatki ne bo ujemali, tako da ostanite mirni. Jaz sem že prvi dan, včeraj sem namreč začel, včeraj sem prvi trgovalni dan in sem že prvi dan danes vidim, da je na platformi, da so popolnoma drugačni podatki, kot sem včeraj zaključil dan. Zdaj v tej fazi beta testiranja bomo vsi dobili dodatni loan, se pravi dodatno posojilo za trgovanje. Se pravi, kot verjetno veste, firma pač ponuja 300-kratnik naši licenci, ki imamo tega kredita, in za potrebe tega testiranja, da se bo tudi firma naučila, da bo firma videla, kaj funkcionira, kaj ne, in tudi ta umetna inteligenca se samo uči, bojo skozi nadaljevali in dobimo dodatni loan. Se pravi, glede na velikost moje licence, jaz sem dobil 50.000 in mi kaže tukaj je tole uporabniška statistika, 50.000 sem dobil, od tega imam še 46, včeraj sem pa ponudil 3.700. Mislim, tako kaže danes, jaz dejansko sem jih včeraj ponudil pol, zdaj ne vem, sem jih dodal, tudi donos sem včeraj naredil precej večji. Od denarnici ga imam, statistika tle na tej platformi je pa kot rečeno zaradi razlogov, ki sem jih povedal že drugačne, tako da ostanite mirni, ni potrebe nobene zdaj za vsako malenkost pač pisati na podporo, zato ker nas firma ekstra dodatno skozi opozarja, da je pač v beta testiranju z vsem, kar to s seboj pač prinese. Se pravi, ko enkrat odprete tole spletno stran beta.boomerang.trade, vam priporočam, da si odprete dva zavihka, se pravi en zavihek, kjer bomo dodajali te valutne pare, s katerimi bomo trgovali, se pravi, tukaj kliknete DAP, imate tole stran, dodatno si podprete še en zavihek, kjer so te valutni pari, ki si jih potem izberemo. Tako v bistvu gre najhitreje, bom potem tudi live pokazal. Se pravi, prva stvar, ki je treba narediti, je treba povezati denarnico. Se pravi, to spletno mesto beta.boomerang.trade je treba povezati za MetaMask denarnico. Zato, ker denar donosi, takoj prihajajo iz trgovanja na to denarnico, zato je treba to povezati. In pa tudi zaradi tega, ker boste videli med samim trgovanjem, je vsako transakcijo treba na MetaMasku potrditi. Se pravi, tukaj se klikne Connect Wallet, v MetaMask, eno in že povezano. Zdaj, če bi hotel disconnectati, kliknem tukaj, piše tukaj ali skopiraj naslov ali pa odklopi. To bom zdaj osvežil, da se prepričam, je ta denarnica zdaj povezana. Je. Ok. In zdaj, ko trgujem, sem popolnoma osredotočen na vse te številke, ki pišejo tukaj po spletni strani, ampak mene zanima izključno tale del. Se pravi, tukaj bom dal trade in višino trada, najbolj, da kar pogledamo, kaj bomo dali kot prvega. Se pravi, grem tukaj na valutne pare, market opportunities je to, in iščem seveda zanimiv valutni par, ki je okrog 1% ali pa mogoče še bolj, malo več, recimo tale je 1,1%, si bom zapomnil to, sčasoma je tako to zelo zleze pod kri, mogoče se zdaj prvič, ker si tole gledate, mislite, si bom to zapomnil, to je že osvežil, že druga ponudba. Ok, si bomo zbrali zdaj tega, ki je 1,2, se pravi USD pa VMATIC. Grem tukaj na Boomerang, kliknem Select, se pravi, katera je valutna par, USD CE, sem rekel, znesek bom dal 800. Zdaj, kakšen znesek je primeren, je težko reči, pač znesek ne bo tak, da ne boste v enem dnevu ponudili ves ta kredit, ki je pač na voljo. Zato, ker kdaj bomo imeli polni kredit, se pravi, 300-kratnik naše licence, ne vem, ampak kakor zdaj razumem objave v Telegram skupinih in vse posod,
bo polni znesek šele 1.3. Se pravi, treba pazljivo to delati. Če imate licenco recimo za $500, potem imate tega kredita, kot je meni znano, 1500, kar pomeni, ne, da je mogoče $30-40, tukaj pišete znesek. Ne? Se pravi, to je na eni strani valutnega para je USDCE, zdaj, ko to govorim, sem že pozabil, kaj je na drugi. Zdaj Matic, mislim, da je bil. Zdaj pišem prve dve črke, poiščem ta valutni par, zdaj Matic. Zdaj bom preveril, če je ta trade pozitiven, fetching price, se pravi, pregleduje po vseh borzah. In tle je spod tisto, kar me dodatno zanima, se pravi, je profit. Se pravi, če je tukaj rdeče, da je trade negativen, vas itak ne bo pustil skozi. Se pravi, tukaj, ko sem prej gledal, ne, med pari, ne, je bilo 1,1, se pravi, to je live trg in se medtem že spremenil. Se pravi, lahko, potem bo potrjen, se še dodatno spremeni. Se pravi, jaz potrjujem vse, kar je od 0,9 naprej. Potrdim. Da se procesira ta operacija, odpre mi MetaMask, kjer bomo pisali tudi, koliko je provizija. Zdaj, dostikrat se zgodi tudi, tukaj piše, da je omrežje, poligon, ta blockchain, da je zelo zaseden, so zaradi tega večje provizije. Če bomo se klikne, zato ker dosti več ne more biti, ne, kot 0,12, bom to vsem potrdil. Da to potrjuje. Jaz drugače to delam ekspresno. Aha, evo, piše, da je potrjeno in tisti trenutek grem iskat drug par. Se pravi, narejeno, opravljeno. Prvo naslednjega bomo dali tega, USDCE ved. Zdaj ne bom več bral, zato ker bom pokazal, da pač tukaj je brzina, da se naučite tole imeti hitre prste, te 3 številke pisati je ključnega pomena. Evo, je že med tem spremenili, tega para, ki smo ga hoteli dati, ga že ni več na seznamu, ne, bomo dali tole. USDCE link. Prav smo rekli USDC, znesek 800, link. Tega imam tukaj na seznamu, ampak jaz nikoli ne izgubljam časa s tem, da iščem tle tisto, kar rabim na seznamu. Enostavno tam pišem prvi dve črke in mi da link. Evo. Vse, in tukaj že držim roko, da bom potrdil. Ne, tle je tak gumb za potrditev, samo desno spodaj še pogledam, a je plus, koliko je plusa, no, ta je samo 0,41. Ne, zato, ker govorim in sem že pozen. To bom vsem potrdil zdaj. Drugače sicer načeloma, kot sem rekel, potrjujem od 0,9 naprej. To pa zaradi tega, da se ne bi slučajno zgodilo, sploh pri manjših zneskih, da je bila ta provizija za transakcijo večja, kot je pa donos, ne. Se pravi, če imam večjo licenco, se to zelo verjetno ne bo zgodilo, če pa to manjše licence in trgujete za 50, ne. Potem se zna zgoditi, da je provizija večja, kot je pa donos, ne. To je treba biti pazljiv še. Ja, to je potrjen, gremo naslednjega, bomo zdaj hitrejši. Tle zdaj ne vidim nič zanimivega, aha, tle je link USDC, se pravi spet isti, podoben. Tle je mogoče ena taka posebnost, ko je treba povedati. Prav smo rekli, prvi je link. Tle bo dal 55. Se pravi, ne smete tle gledati znesek tukaj gor, ne, zato ker je to vrednost v dolarjih, kakor je link vreden. Se pravi, jaz zasledujem tukaj, da je moja vrednost, s katero bom trgoval med 500 pa jurje, recimo pri mojemu kreditu, ki ga imam na razpolago, ne. Se pravi, na tale znesek je treba biti pozoren, ne, ker link je pač 10-krat več vreden približno, kot pa USDT-ju, ne. Sem že spet pozabil, kaj imamo tle ta drugega. Mislim, da je bil USDCE. V nobenem primeru se itak ne morete zmotiti, ne, ker če zdaj sem dal nekaj napačnega, bo itak tle pisalo, da je, aha, evo, potem je samo 0,3. Ne bomo tega naredili. Gremo kar drugega. No, tukaj osvežil, zdaj, se pravi, vsakič, ko se vrnem tle na valutne pare,
to svežin, zato da imam najbolj update podatke. Ok, bomo dali tega, recimo USDT Vematic, USDT, klikam USDT. Moram reči, da mi gre bistveno hitreje, ko nagovorim zraven. Ok, nekaj bomo pa zdaj popravili spet nazaj na 800, pa 850. Vsakeč, ko je kakšna sprememba, potem seveda ponovno preračunava umetna inteligenca. To je to. Vematic. VM, pa mi tukaj ponud. Vidimo, smo zdaj tudi zamudili. Ja, zdaj to skenira po različnih borzah. Evo, tle je še vedno super. Se pravi, 1,1% donosa, potrdim, na $800. Se pravi, to je po odbitku FIA, to je na $8. Evo, v minuti zaslužite $8, hvala lepo. Fleten. Tle še kar opozarja, da je network zaseden, da so malo više provizije z transakcijo, cool. Bomo to vsem potrdili. In tisti moment, ki tle desno dobimo od MetaMaska potrditev, da je šla transakcija skozi, evo potrjena, tisti minuto grem že nazaj in iščem nov valutni par. Tle zdaj nimamo nič časga, kar bi bilo na 1%, se pravi osvežim stran, zavrtim, da se osveži. Zdaj tega, Vematic Sant, prav tale puščica, v tle iskalnik tukno upišem VM, da mi da poišče ta tuken, Vematic je prvi v valutnem paru, znesek 800, oziroma temu dali kar 900 mogoče, $700. Sant, smo rekli, da je na drugi strani Sant. Išče po vseh borzah. In že roko držim tukaj na tem gumbu, da bom potrdil, če bom tukaj videl cifro, ki mi je všeč, evo mi je všeč 1,12% donosa na moj vložek, se pravi na vložek v bistvu, ker mi ga je posodila firma, zato da lahko trgujem. Potrdim tukaj na MetaMasku. In sem že tle, čakam tole potrditev. Zdaj pa spodletela. Ta ni šla skozi, se pravi, tle osvežim stran. Vsakič, ko pridem na novo, na to stran Market Opportunity, si jo osvežim, da imam čim bolj update podatke. Evo tole. Aha, ta AVE včeraj ni delal, bomo to še danes probali. Tale AVE, tam, ki je bil valutni par, noter AVE včeraj ni funkcioniral, se pravi AVE VET. V prvi valutnem paru tle ponud AVE. Že potem se vidi na modelu, ki tle piše znesek je 0. Že iz tega se vidi, da tole, ta valutni par nekaj ne funkcionira trenutno. Kaj se bo zgodilo, kaj bo pokazal. Aha, evo. Se pravi, tole itak ne bi mogel niti potrditi, zato ker je minus. Se pravi, ta trade ni pozitiven. Grem takoj naprej, tudi če bi ga hotel potrditi, bi mi tle napisali, da je zavrnjeno. Se pravi, izključno pozitivne trade potrjuje. Gremo iskati drugega, osvežim stran. Vematic Sant, to smo že prej probali, pa ni šlo skozi, zdaj še enkrat. Prav tle vpišem v iskalnik VM, Vematic, potrdim. Pišem znesek. Na drugi strani je Sant, SA, potrdim. In čakam, kakšen donos mi ponudil. Evo, prej je bilo na Market Opportunities je bilo 1%, zdaj smo še 0,09. Pač čisto, kar je treba razumeti pri tem, da gre za live trg. Se pravi, vsako sekundo se cene spremenijo. Se pravi, lahko je večja
od tega, kar vidimo tukaj, lahko je manjša, lahko je pa celo že minus tudi, ne. Morda zdaj tega USDC link. USDC. Prav vedno pišemo valutni par, levega in desnega, znesek, pogledamo, potrdimo. Mislim, da drugi strani mislim, da je bil link, ne. Mislim, da. Evo, tudi tukaj sem že majčkeno pozen. Ok, tole bom vsem potrdil. 0,65% donosa. Confirm, potrdim na spletni strani. Čakam na potrditev, da mi odpre moj MetaMask. Potrdim. Evo, ta je potrjena. Je šlo skozi. Se pravi, tle, osvežim spletno stran z valutnimi pari. Tega smo rekli, da do nadaljnjega, dokler ne bo tole rešeno, ne bomo uporabljali takama AVE. Drugega takega tle ne vidim, ki je bil čez 1%, aha, ta je, no, ampak tole bom vsem osvežil, da vidimo, če imamo še kaj božga. Osvežim stran. Zdaj nekaj dosti drugače. Evo, bomo dali link BTH. Za link sem prej razlagal, ko je treba biti pozitiv na cifro. Zdaj, če bi tle vpisal 800, bi tudi v bistvu ponudil $12,000 od vsega z tega skupnega zneska, ne? Ker je link toliko več vreden kot pa dolar. Se pravi, bomo dali 55 recimo, 45. Na drugi strani mislim, da bi V. Držim že roko tukaj pripravljeno, da bom potrdil. Evo, tole je super, 1,12. Potrdim, jaz. Upam, da bo šlo tudi na MetaMasku skozi. Ja, provizija je 0,22, mislim, se tole sešteva. Nisem prepričan, da je to pomeni zdaj skupna transakcija, vrednost stroškov je 0,2211, ampak niti ni pomembno, ne. Če 8 zaslužim pol, $8 zaslužim, pa te transakcije pol je vseeno je 0,11 in 0,22, ne. Ja, pa zdaj bom naredil še dva, pa bom tik zraven, samo pač spremljate moje roke, zato ker kot rečeno, drugače naredim to bistveno hitreje. Včeraj sem ponudil cirka 2 ure, zato sem postavil 50 tradeov. Od tega je šlo 40 skozi, da sem naredil nekih $300 donosa. Osvežim. Jaz sem rekel, da bom tih. Čakam potrditev, zdaj imam roko gor, gledam desno spodaj 0,82, ok, bom vzel to. Zdaj vidite na live primeru, na live trgovalniku, kako je to dinamičen trg, ne. Kako se cene spreminjajo iz sekunde v sekundo. Gremo tlekaj nazaj, osvežim. Evo, ta transakcija predhodna je bila potrjena. Skozi ponujati ta link, pa vidimo pod, da je na koncu manj, ne. Včasih je razlog lahko tudi to, da je znesek prevelik, ne. Se pravi, pri večjih zneskih je potem malo izziv z likvidnostjo, ne bi to v detalje razlagal, mogoče to paše v kakšen drug video, ampak včasih pomislimo, če bomo dali pa večji znesek, bomo pa več zaslužili, pa hitreje bo. Ja, te hitreje ponudili kredit, ki ga imamo iz licence, in ni rečeno, da je večji znesek tudi
procentualno boljši donos. Bomo vzeli tega, link USDC. Mislim, smo že predhodnega tudi še enkrat, ne. In očitno so še kar razlike v ceni na borzi. Evo, zdaj pa samo 0,3. Ne, tega ne bom vzel. Tega ne bom vzel, bomo tole. USDC vet. Prejem tole puščico. Zdaj pa tega noče najdeti, tega valutnega para. Šole bom mogel osvežiti, včasih se pole, ki zgodi, da tega valutnega para mi ni hotel najdeti, oziroma tega tukna konkretno. Da sem že pozno, bom tole osvežil in ponovo vajo. Dajmo tega, Vematic GNS. Vematic, potrdim. Pišem znesek tle gor. Dajmo zdaj malo manjšega, mogoče. Te sem že spet pozabil, ko govorim, kako je bil. Gasa, kaj je bil, tata drug. GNS, se nisem prepričan. To je fajn, ker v bistvu se ne moreš zmotiti, ne. Zdaj, če sem se zmotil, bo tle pisalo, da je, ne vem, minus ali pa, evo. Tudi če sem zbral en par, ki sploh ni bil zdaj tukaj med predlaganimi, med osveženimi, ne, je tale valutni par Vematic GNS prinaša 1,2% donosa. Potrdim. To je nemogoče se zmotiti, no. Mogoče je največja napaka to, da tam vpišemo neprimeren znesek, pa da s 3 tradi ves denar ponucamo. To bi bilo lahko napaka, no. Pri tem znesku mogoče bi treba malo pozoren, pa še to ne gre za kakšno gromozansko napako. Če je plus, ne. Evo, ta je spodletela. Transaction failed, se pravi drugo. Svinim stran. Ta bo še zadnji, da ne bo tale video predolg. Abe smo rekli, da ne bomo dali. Nič ni všeč, vse je po 1%. Vematic, SRV je bil tisti prej, ja. SRV. Poiščem tukaj, Vematic. Znesek 690 se zmotil. GNS. GNS. Zdaj, da je GNS. Moram reči, da mi je kar težko govoriti in razlagati in biti fokusiran na posnetek in istočasno tole tradati, no. Drugače to delam bistveno hitreje. Evo, tale ne bo šel skozi, je minus. Iščemo drugega. Ta pa je zdaj res zadnji. Vematic LDO, tega ne bomo vzeli. Vematic imamo že pisan, znesek imamo že pisan, samo tle spremenimo na LDO. Ena cela 16, super, potrdim. Čakam na potrditev na MetaMasku. In ker je transakcija zaključena, je ta donos že na našem MetaMask accountu in se ga potem spremeni tam bolj v drugo valuto, ampak potem pa v kakšnem drugem videu. Samo še to vidimo, če gre tole skozi in to je to za danes. Ni šlo skozi, tako da bomo še enega. Ni šlo skozi, transakcija spodletela, piše failed. Osvežim stran. Vztrajam pri tem, da bomo ta video zaključili z
Tradom, ko ima donos, ne tiste, ki je spekulativ. To so vsi pod ena, osvežim stran, in še boljšo ponudbo, vi Matic GNS, tole ima Matic. GNS smo rekli na drugi strani, že ponudil, potrdim GNS, čakam z roko tukaj za potrditev, na tem zelenem gumbu, tudi tega nam potrdil. Evo, ker medtem, ko se tole mlel, je donos padel z 1% na 0,001, tako da tudi tega ne bomo. Tudi to ne. Mogoče tole, USDC vrab BTC, vrab BTC, išče, preračunava, računa. No, poglejte to, če bi tale trade stisnil, oziroma če bi se sploh dal, da bi šel skozi, ne, bi naredil minus 17%. Itak sistem je tako postavljen, da se tega itak ne da potrditi, no, ampak tako da v prihodnosti bomo imeli sistem tako postavljen, da bomo tudi plusa lahko, kdaj sem pa kaj naredil 17% z enim samim tradeom, ne, že zdaj se pripravlja pač izboljšanje, da bo tudi do 5% lahko z enega trada. Vem, Matic Sant je naslednji naš poskus. Odspod drugi Sant, poiščem ta tukaj, se potrdim. Čakam na rezultate. Kaj mi lahko ponud? 1,16, to je pa super, potrdim. Upam, da bo šlo tudi na denarnici skozi. Dajmo. Tole gre, včasih ima roko umakniti, tole odklene, se pravi gumb mora biti plov, da ga lahko potrdi se. Tudi ta ni šla skozi. Ja, včeraj vsaka 10 ni šla skozi, danes je pa kar mogoče sem ravno tak gap neki padel. Osvežim stran. Že 10 minut vidim, da je ta pa zadnja, no pa še enkrat ta link več. Prej mogoče. Tole. 1,08 potrdim. Držimo pesti zdaj, došlo to skozi. Drugač pa, kot sem rekel, ne, beta verzija je to, da se učimo. Vsi, firma, jaz, vi, ne, tako da si pač dajte znesek, ki je primeren znesku, kako boste videli tukaj in poskušajte na tak način, ki sem vam pokazal. Ja, to je pa potrjen, tako da preneham z delitvijo, to je bilo to. Več v naslednjem videu. Lep pozdrav. Čau.